Prijaznost ali ljubezen? Ljubezen ali prijaznost? Kaj bi izbral Hamlet in kaj bi izbrali ali izbirate vi? Dobrodošli v oddaji z Majo Peron in menoj Katarino Marinč v oddaji Izbiram prijaznost. Lepo pozdravljeni. Moja današnja gostja je Katarina Marinč, ustanoviteljica in vodja šole Living Love, učiteljica kundalini joge, mentorica in ženska, ki s svojim delom že vrsto let pomaga ljudem, da se spomnijo, kdo so v resnici. Skozi dihanje, gibanje, prisotnost in ljubečo pozornost nas uči, kako živeti z več miru, zaupanja in povezanosti, tako s sabo kot z drugimi. Njeno delo presega vlogo učiteljice ali terapevtke. Je vodnica, ki povezuje telo, in dušo. Katarina pravi, da je ljubezen največja sila vesolja, ki pa se začne tudi s prijaznostjo. Katarina, lepo pozdravljena. Hvala, da si z mano. Hvala za povabilo. Pa, da te vprašam, kdo je Katarina Marinč onkraj vseh tehle nazivov, ki jih najdemo na spletu? Kdo si ti? Ženska oseba, ki ima rada življenje, kljub temu, da ni imela lahkega, ki se najbolj srečno počuti, če je na travniku, v gozdu, na vrtu. Nekdo, ki nikoli ne obupa, ki ima rada ljudi, živali. Sem že omenila naravo, hkrati pa vse to, kar imam rada in kar počnem, tudi živim. Tako da se moja poslanstva, delo, strasti, ljubezni tako prepletajo, je vse povezano v neko enost. Tako da kar živim, kar delam, učim in to, kar učim, tudi živim. Hkrati se pa sama učim in mislim, da do konca življenja mi ne bo dolg čas. Ker se imamo toliko za naučiti in živimo na tem res čudovitem, modrem planetu, v čudoviti deželi Slovenija. Tako da imamo ravno danes sem se pogovarjala z Dubajem in sem rekla, mislim, da mi do konca življenja ne bo dolg čas in da ne bom umrla zdolgočasena. Tako da življenje je lepo. V to sem prepričana in tudi to, ko praviš, živiš to, kar delaš, in se mi zdi, da k temu bi nekako morali vsi stremeti, ali pa bom rekla stremimo, zdaj nekaterim uspe živeti dejansko svoje poslanstvo, nekateri pa tja še prihajajo. Te mi povej, ti si znana, se pravi po, ne bom rekla, to ni Living Love, to ni projekt, to je v bistvu tako, mnogo več. Kaj ta tvoj Living Love pravzaprav pomeni? Ja, meni je to način življenja. Oziroma, če se navežem celo na prvo vprašanje, početi, imeti, biti, mi je vse povezano, se ne ločuje. In ko sem iskala, kako naj moje podjetje se imenuje, oziroma kaj je sporočilo, ki ga želim predajati, je prišla angleška beseda Living Love, ker sem iskala besedo za brezpogojno ljubezen, vendar mi v besedi brezpogojna ni všeč beseda pogoj. Torej, kako bi lahko poimenovali brezpogojno ljubezen drugače, brez tega pogoja? Hkrati imamo pa na ime brezpogojna že toliko idej, toliko prepričanj, toliko etiket je gor. Iskala sem tudi nekaj, da bi presegli ljubezen kot idejo ali kot željo ali kot koncept, ampak da bi jo tudi živeli. Zato je potem v slovenščini živi ljubezen ali živeta ljubezen. Ljubezen pa meni pomeni več kot naprimer partnerska ljubezen ali ljubezen do otroka, kar je, mislim tako in tako, mislim, da je edina ljubezen, ki je brezpogojna do otroka, najverjetneje. Največkrat jo razložim tako, da je ljubezen kot bela barva in v beli barvi so vse barve. Vendar mi jih ne vidimo. Ko gledamo belo barvo, vidimo samo belo barvo. In zdaj, katero so te ostale barve v ljubezni,
In meni so to vse kvalitete, vrednote, ki nas delajo človeka. Se pravi, prijaznost, spoštovanje, veselje, radovednost, iskrivost, obilje, ponižnost, dostojanstvo. Vse to so meni barve ljubezni in vse se združuje v to skupno energijo, kar jaz poimenujem ljubezen. In vse, kar učim, in se tudi sama, ker dostikrat, kar razlagam, to ne pomeni, da sama 100% nekaj že živim. Torej, vse, kar učim, je meni potovanje k sebi. Ljubezen je pot k sebi. Znano nam je, da ljubezen ni destinacija, ampak da je pot. Velikokrat slišimo, ljubezen je luč, luč je ljubezen. Tako da živeti ljubezen skozi misli, besede in dejanja in predvsem v vsakdanjem življenju. No, zato, ker jaz recimo, ko sem razmišljala o ljubezni, pa ta prijaznost, ker načeloma se mi zdi, da kad ti nekaj pride v življenje, pa če si malo bolj razmišljujoč tip človeka, potem seveda razmišljaš, ne? Ampak tako se mi zdi, ljubezen zagotovo, mislim, da je najpomembnejša, ne? Ampak hkrati zelo hitro dobi neko nalepko oziroma ima neko konotacijo, ker se jo preveč hitro se mi zdi veže na določene odnose, ne? Se pravi, se jo ne dojema tako vse splošno. Ti pa, kolikor jaz tebe in tvoje delo poznam, dejansko ljubezen jemlješ ali pa predstavljaš ali pa dojemaš res kot vse splošno celoto, ki je res zelo, zelo presega, ne vem, partnerske odnose, mogoče tudi odnose otroci, starši, da se te brezpogojnosti recimo tako sploh ne dotaknem, ker meni se zdi, da je kar večina stvari pogojenih, tudi za tiste, ne, ki se nam mogoče v enem trenutku zdijo, da so brezpogojne, pa mogoče, če si naslikamo eno drugo, mogoče ekstremno situacijo, ugotovimo, da je mogoče ta brezpogojnost tudi pogojna, ne? Ja, jaz vedno pravim, da brezpogojna ljubezen sprejema brezpogojno ljubezen, ima pa pogoje do neljubezni. Se pravi, se pravi ljubezen, ampak do tega sem prišla v zadnjih letih, se naučiti postaviti meje, da ljubezen, tudi ko rečemo ne, torej tista ljubezen, ki nas ščiti pred tem, kar za nas ni dobro. Seveda, ena stvar je prepoznati, kaj je za nas dobro in kaj ne. Ampak ko prepoznamo, da reči ne je res potrebno, to pomeni, da smo brezpogojni, in da ljubezen reče ne vsemu, kar je pogojnega. Hkrati pa zdajle mi je prišla ena ideja, da res o ljubezni imamo toliko idej. Vsi pa vemo takoj, ali je nekdo do nas prijazen ali ne. Ali pa ali smo mi prijazni do sebe, do sočloveka, do živali, do narave. Tako da imamo to res v sebi in takoj prepoznamo. Tako kot nas ni noben učil, da je sončni zahod lep, da je jesensko listje lepo, da je cvet vrtnice lep, da je neka jed lepo predstavljena, lepa, da je dojenček lep. Imamo že v sebi naravno, kaj je lepota. In mislim, da imamo v sebi, da nam je življenje to dalo, ali pa življenjska sila, ali pa Bog, kakorkoli to poimenujemo, ta kompas, kaj je prijazno in kaj ni. In če bi bolj ga poslušali, in se po njem ravnali, ni nekaj, kar rabimo doseči, ampak prijaznost že smo. Potrebno je samo dati stran vse spomine, ki ali je bilo življenje neprijazno do nas, tudi krivično, ali ljudje, mogoče naši notranji dvomi, strahovi, žalost, je nekaj, kar ni prijazno do naših celic, do zdravja in do sreče, ampak vse to je del nas. In tako da se posvetiti ali pa dati v ospredje prijaznost, se mi zdi ena čudovita ideja, ker mislim, da vsi vemo, kaj to je.
Ja, veš kaj, meni se zdi prijaznost dosti bolj preprosta kot ljubezen. Zato, ker ljubezen ima za vsakega človeka neko drugo konotacijo in vsi se jo želimo, nihče točno ne ve, kaj to je. Prijaznost je pa nekaj, kar sicer imamo nekako vsi v sebi in želimo biti prijazni, to nam je dano, tako kot si rekla, ampak za prijaznost se lahko ti tudi odločiš. Ti ne moreš nekoga ljubiti ali pa v bistvu živeti v neki ljubezni v enem trenutku, ko si čisto zdrobljen. Takrat moraš pravzaprav živeti v ljubezni, ker moraš živeti tisto ljubezen do samega sebe. Ampak za prijaznost se pa lahko odločiš, zato jaz govorim predvsem o zavestni prijaznosti, o prijaznosti, za katero se odločiš in v bistvu iz tem delaš, se mi zdi nekaj zelo dobrega zase in za svet. Ker to, kar jaz tudi zelo močno poudarjam, je v prvi vrsti prijaznost do samega sebe. Ker če ti nisi prijazen do samega sebe, tukaj se ljubezen zelo prepleta. Če ti ne znaš imeti rad samega sebe, imaš zelo težko rad nekoga drugega, ne? Ampak tukaj je prijaznost precej lažja, ker je lažje biti prijazen do sebe, kot pa imeti rad samega sebe. In sem prepričana, da to razumejo vsi, ki so šli čez kakšno težko izkušnjo, ne, V življenju, v ja. življenju. Hkrati je pa lahko vzamemo, ne, da je ljubezen nekaj, kar prijaznost objema ali jo pa celo omogoča, ali pa ljubezen tudi kot sosestavina prijaznosti. Naprimer, a si že kdaj razmišljala, na poti sem razmišljala o tem, če bi bile torej človeške kvalitete, pogum, ljubezen, dostojanstvo, posamezne celice in bi imeli celico prijaznosti, celico spoštovanja, celico obilja, celico zdravja, a ne, da tudi če bi vsaka celica 100% žarela v prijaznosti ali v spoštovanju ali v pogumu, je potrebno še nekaj, da vsaka bi ostala živa ali pa da jo živimo, in sicer njihova sopovezanost. Tako kot ko se mi rodimo, celice še ne grejo takoj na začetku, ne ko se rodimo, ko smo spočeti, a ne, se celice odločijo, katere bodo šle v celice srca, v celice pljuč, v posamezne organe. Tako. A ne? In vendar ne bi mogle nikoli živeti same od sebe, ker rabijo biti čisto vsi organi sopovezani. Je pa krasno, ja, če najdemo in katerakoli kvaliteta nas bo pripeljala do druge, karkoli uspemo živeti. Tako. Če uspemo živeti veselje, bomo bolj prijazni, če smo bolj zdravi, bomo bolj prijazni in bolj veseli. Če bomo in zdravi in prijazni in veseli, bomo živeli bolj v obilju, predvsem miru ali pa tudi v finančnem. Tako da se vse povezuje in kamorkoli damo fokus in kjer bi bilo mogoče nam najlažje razviti ali prijaznost, ali ljubezen, ali spoštovanje, ali pogum, na koncu se vse povezuje, sešteva, množi. Ja, mi da bomo tudi tako malo težko imeli ta pogovor, zato ker smo zdaj tukaj tako cel kup enih odgovorov na to in to se da aplicirati dejansko na vse stvari, ne. In tukaj pridemo vedno do iste točke, da smo vsi med sabo povezani in da je vse med seboj povezano. In to bi komot aplicirali tudi dejansko na človeštvo, ne. Človek tudi ni narejen za to, da živi sami sabo, da smo sami, ne. Se pravi, rabimo soljudi in se mi zdi, da se v zadnjih par desetletij veliko govori o tem jaz, pa mogoče malo premalo, da je pomemben ta zdravi jaz, ampak da se naša samopodoba, da se v bistvu naša samozavest krepi pa s tem, kaj mi prispevamo v družbo, ne kakšen vpliv imamo, da nam drugi sledijo, ampak kaj v resnici dobrega naredimo, ne. Veš kaj, bi samo se jaz navezala še čisto na začetek, ko si govorila, ne, ko se mi odločimo, ko mi ugotovimo, ne, v bistvu, da mi nekaj ugotovimo, ne,
je to cel proces in te procese vodiš ti. To veliko naredimo skozi jogo, čez te tvoje pogovore, ki jih ti imaš, skozi v bistvu tvoja branja, ne, tukaj le mogoče tako, evo, v 2 minutkah, če tole majčkeno še poveš, ker to je zelo pomembno, da to ni, ti se zjutraj zbudiš in klik in vse veš, kaj je, kako je in kaj moraš narediti. To so vse procesi, a ne? Tako kot si prej rekla, prijaznost je izbira, potem pa zdaj, kako priti do te prijaznosti, tle pridemo pa potem učitelji ali pa terapevti lahko v podporo, a ne, v pomoč, če nekdo se želi naučiti. Ker je pomembno, da se naučimo kako, pa tudi v kakšni frekvenci oziroma vibraciji zavesti se tega učimo. Tako da moja pot spoznavanja sebe, ki se je začela že zelo zgodaj, ker sem imela težko otroštvo, potem pri 30 zelo zbolela, nikoli nisem vedela, da bom poleg, drugače sem bila 18 let učiteljica francoščine in angleščine, da bom nekoč terapevtka. Vse metode, karkoli uporabljam, od reikija, planetarnih žarkov, sporočila angelov do Bachovih esenc, svete geometrije, 2 izumov, pri katerih sem sodelovala, Diamantna zemlja in metageneza, v nebo vzeti mojstri, divja hrana, vse, kar uporabljam ali pa drugim svetujem, sta v bistvu 2 metodi. Ali da gremo pogledati, kateri so tisti nepodporni ali pa negativni čustveni vzorci, nepodporne misli, prepričanja, stres, težke situacije, spomini iz tega življenja, tudi iz preteklih, če v to verjamemo, kaj smo po DNK-ju podedovali, katere spomine od očeta, očetov, pa po mamini liniji. In vemo, da 90% vsega tega je v podzavestnem. Torej, ena možnost je, da potujemo, pa tudi s kundalini jogo, z dihalnimi tehnikami, v podzavest, v nezavedno, prinesemo na varne in postopne načine to v zavedanje in to prečistimo. Lahko bi rekli, da so to kot virusi in so tehnike antivirusni program, torej kako mi smo kot računalnik z vsemi temi spomini in zdaj treba, zakaj je moje življenje, zakaj mogoče telo ni zdravo, zakaj življenje ne poteka bolj harmonično, zakaj sem velikokrat žrtev, zakaj se mogoče vrtim v istem krogu. Dajmo pogledati, kaj to povzroča, ker to je v meni, ali pa zakaj jaz pritegnem take situacije ali jih takim situacijam vleče. In potem z različnimi tehnikami lahko to resnično brišemo iz vseh nivojev zavesti, iz fizičnega telesa, iz čustvenega, miselnega, dušnega, kavzalnega v auri in po časovni premici nazaj in tudi naprej in v paralelne svetove. Tako da druga tehnika je pa lahko ta, vedno rečem, da nimamo stikala za temo, da če je nekje tema, da samo prižgemo luč, da imamo stikalo za luč. Torej so pa mnoge tehnike, naprimer dihanje, pranajame ali recimo steber luči, že od leta 2000, se pravi 25 let, je prva stvar, ki jo zjutraj naredim, da vdihnem sonce v telo, v auro in spustim sončne korenine v zemljo. Grem v srce in iz tega prostora in tej postavljenosti delujem. In to je, vedno rečem, ko smo prej o poslanstvih govorile, da je to prvo poslanstvo in edino, ki ga imamo vsi skupno. In na to poslanstvo, na ta temelj, se potem lahko gradijo na tem temelju vse ostala poslanstva. Torej, druga metoda je ta, da pa prinesemo svetlobo, luč v sebe, ali pa sadna mrazajan terapija je ena zanimiva, enako kot terapevt prinese spomin, kdo je ta oseba bila, kot esenca, kot duša, od začetkov, preden se je kakršna zgodba zapisala. Tako. Da se telo prične samo spominjati, kdo v resnici smo. No, ampak v bistvu se pravi, je to tako, ne, da ugotovimo, kaj sploh smo, kje sploh smo, je to kar pot, da lahko sprejemamo prave odločitve. Tako da zdaj pa ena kratka pavzica, pa se vidimo kmalu. Dobrodošli nazaj. Katarina, mi nadaljujeva najin pogovor. Prej smo se pogovarjali o tem, da je v ljubezni
cel spekter občutkov, čustev in tako. Pa da jo velikokrat ljudje dojemamo preozko. Se ti zdi, da je tudi s prijaznostjo tako, da jo ljudje dojemamo prevečkrat kot samo neko vljudnost in ne kot notranjo moč? Ja, prva stvar, na katero pomislim, je to, da bolj, ko sem jaz ali pa ko smo mi, bolj smo prijazni. Se pravi, bi lahko rekli, da je prijaznost posledica tega, da sebe bolje poznamo, rezultat tega, da smo lahko spustili težje spomine, določena negativna čustva, da smo uspeli vsaj deloma odpustiti, da smo postali bolj svobodni, se pravi, da pišemo svojo zgodbo, ne toliko zgodbo okolja ali pa ne živimo toliko vlog, nalog, ki nam jih je dalo okolje, čeprav včasih so tudi dobre in nas usmerjajo in jih rabimo. Razmišljam tudi o tem, kaj je pristna prijaznost in kaj je narejena prijaznost. In ko se odločimo, da bomo prijazni in se iščemo, kako naj bi to bilo, nam mogoče vedno ne uspe. Niti najprej biti prijazen do sebe, ker si rečemo, bomo šli vsak dan na sprehod, pa gremo samo enkrat na teden. Ampak dajmo pogledati, kaj nam pa je uspelo, ne samo kaj nam ni. Kar ne pomeni, da bo zdaj vedno samo enkrat na teden, da bo mogoče počasi vseeno odločitev. Meni je to, kako jaz doživljam, da sem prijazna do sebe. Da preberem knjigo, da si vzamem čas za sebe ali da sem z ljudmi, ki jih imam rada. In potem vsega naenkrat ne morem narediti. Pa izberem mogoče en teden to, drugi teden nekaj drugega. Se pravi, en teden hodim v gozd, drug teden vidim prijatelje, ker je dan prekratek, da bi lahko vse naredila. In na tej poti postati prijazen do sebe ali do narave. Če smo do narave prijazni, bomo mogoče nehali uporabljati plastične vrečke, bomo začeli uporabljati naravna čistila in ne bomo dajali več, ali pa ne bomo več prali z vsemožnimi kemičnimi praški, in mogoče ne bomo naenkrat zamenjali vseh čistil, pa bomo nekje začeli. Tako da veliko možnosti imamo vseskozi za prijaznost, vedno nam tudi ne bo uspelo. Ampak zanimivo je že to, ko se odločimo, da bomo prijazni, zelo kmalu vidimo tudi, da nam ni uspelo, hkrati pa vse, kar je prijaznosti bilo z naše strani, se nam naša sposobnost biti prijazen povečuje. In hkrati vsaka prijaznost se sešteva. Jaz rečem temu, se daje na bančni račun. In nam ta bančni račun pomaga biti prijazen tudi v neprijaznem okolju, da ne odločajo naših dejanj, misli ali komunikacije neprijazni ljudje. Ne glede, kako so drugi neprijazni ali mogoče nespoštljivi, se jaz odločam ostati prijazna, kar pa ne pomeni, da ne rečem ne in da včasih je pa ta ne tudi tišina ali pa umik. Veliko modrosti je tukaj. Tukaj se moram navezati, ker to vedno povem, da biti prijazen do sebe je tudi znati reči ne in da je beseda ne samostojna poved, ki ne potrebuje oziroma ne zahteva razlage. In jaz, ko sem se začela ukvarjati s prijaznostjo, tako, ko sem šla majčkeno v globino in ko sem se pogovarjala z dostimi ljudmi, na koncu ugotoviš, da je včasih biti prijazen že samo to, da nisi neprijazen. Ker včasih te nekdo res pripelje do tam, pač samo ljudje smo, tudi včasih recimo ne moreš vedno samega, oziroma bom rekla tako, lahko vse, je pa zelo težko samega sebe vedno obvladovati v vseh situacijah.
Tako da ta prijaznost ima res več obrazov. Predvsem je pa po mojem mnenju tudi zelo pomembno, da ti nisi prijazen zato, ker te je nečesa strah, zato, ker želiš biti sprejet. To ni več prijaznost, ne? Ja, tega nas je velikokrat naučilo okolje, ne, kaj je prijazno. Ja. Meni so zelo blizu učenja od Gabor Mateja, ki pravi, da že kot otrok ves čas rabimo izbirati med svojo pristnostjo, avtentičnostjo in med navezanostjo. In mi potrebujemo starše ali pa skrbnike že zato, da smo fizično varni, da smo nahranjeni. Zdaj so tudi znanstveni dokazi, koliko potrebujemo ljubezni, in prijaznost je ena izmed oblik, kaj je zdaj za otroka prijazno, ne? To bi bila tudi čisto samostojna tema. In vedno otrok bo izbral navezanost, ker starša ali skrbnike potrebuje, in je čedalje bolj avtentičen, ker učimo mi otroka, ne to, pa to je to treba tako, a ne pozabimo, v katerem stadiju razvoja je otrok, na čustveni ravni, miselni, socialni, psihološki, in želimo, kot da bi 3-leten otrok znal se obnašati ali pa reagirati ali pa razmišljati kot mi odrasli, a ne. Tako da, ja, res je tako mnogoplastna ta prijaznost in tako, kot si ti rekla, zelo krasno razmišljanje, hvala ti za to, da biti prijazen pomeni že to, da nisi neprijazen. A ne? Reči ne je pa nekaj, se mi zdi, izredno pomembnega, in mislim, da vsaj 30-20 let nazaj v duhovnih krogih in v mnogih knjigah se je govorilo, da vesolje ne sliši besede ne, in se tega nismo upali niti reči. Potem sem pa v kundalini jogi spoznala, da imamo 3 ume in eden izmed njih je negativni um. In ta je tisti, ki, ko je uravnotežen, reče ne za vse, kar za nas ni varno. In šele potem lahko mi vemo, kaj je prijazno do nas ali pa dobro za nas in čemu reči ja. Tako da ne ima izredno moč in je čas, da se spomnimo pozabljene moči besede ne. Ja, mislim, tako v življenju je treba znati postavljati meje, ne? In spoštovati meje, se pravi postavljati meje in samemu sebi in drugim. In jaz si zelo močno res želim videti in priti do časa, ko bodo vrednote spet postale vrednota. Se mi zdi, da smo se mi vsem tem iskanju ne vem česa, ne, precej oddaljili sami od sebe in od teh najbolj preprostih stvari. In ta biti prijazen, ko se pač ti odločiš, ne, pa če si daš samo izziv, samo to, da nisi neprijazen, je že to veliko, da se ustvarja, ker mi na koncu koncev, kaj vsi želimo? Želimo biti varni, želimo biti slišani, želimo biti sprejeti, pa nihče od nas si ne želi biti sam. Eno je biti sam in drugo je biti osamljen. In se mi zdi, da prijaznost tukaj res veliko pomaga in ne vem, že ko greš po cesti in se nekomu nasmehneš in se on nasmehne tebi nazaj ali pa mu daš parkirni listek, kjer ima še, ne vem, pol urce, on ima pa glih za 15 minut nekam zaskočiti, ne, si mu s tem polepšal dan, ampak obstaja zelo velika verjetnost, da bo on neko pač tako luštno drobno potezo naredil eno dejanje naprej in to se potem kar vrti. Mi pozabljamo v bistvu na ta efekt, se mi zdi, ene snežene kepe. Veš, kaj mi povej? Govorili sva, oziroma jaz sem postavila neki izziv, minuta prijaznosti. In zanimivo mi je, pač ljudi povprašam, kaj si oni predstavljajo pod to, oziroma tako, ne, izhajam iz tega, minuta prijaznosti na dan je 365 minut na leto, to je več kot 6 ur zavestne prijaznosti, ker govorimo o zavestni prijaznosti na leto. Kaj si ti predstavljaš, kako drugačen bi bil svet, če bi se vsak od nas odločil za minuto prijaznosti na dan? Mogoče izhajam iz sebe. Ko sem prijazna do sebe, je v moji duši mir. In mislim, da ker je v moji duši mir in če bi bil v vseh nas, kar ne pomeni, da je vsako sekundo, vsake minute v meni mir, bi bil mir na svetu.
In tako kot si ti rekla, ta zavestna prijaznost, naravna, spontana, ki se nam mogoče, se bi nam zdelo nerodno, kar nekomu se nasmejati. Ljudje so dostikrat presenečeni. Jaz, kadar sem mirna v sebi, ali pa prijazna do sebe, ali pa radostna, se res, ko grem po Ljubljani, smejim in ljudje, a jaz njo poznam, a ne? In mislim, da mi je to veliko dala Francija, da si upam biti spontana, da imam tega, kaj bodo mislili ljudje. In če bi bili res, če bi dopustili tem našim notranjim otrokom v nas to spontanost, moje življenje je bilo tako, da sem zelo zgodaj odrasla, že kot punčka, res žal, zdaj pa si čedalje bolj dovolim biti igriva. In včasih v mojih šolah dam izzive, kdo si bo upal naslednji dan, če pada dež, po Ljubljani plesati po lužah, ali ušpičiti kaj dobrega, lepega s svojim partnerjem ali sosedom, pa dajmo reči, kaj pa če bi ušpičili eno prijaznost, ki bo si zagotovo trajala več kot minuto, ker se bomo tako dobro imeli, ko bomo nekoga, tako da prijaznost, lahko gremo v meditacijo, in je to res zavesten način, ampak potem bo to na igrive načine, spontane, radostno prišlo ven v življenju. In mislim, da prej slej sploh ne bomo več rabili razmišljati o tem in bomo nekoč zvečer rekli, ne bo samo prvič bila sem prijazna, ker, ampak bomo ugotovili, da smo bili toliko prijazni in je bilo tako lepo, da smo usrečali tudi druge, tako kot si prej rekla, tukaj nismo, da bi bili sami in samo srečem, prišli smo iz izvora, tam smo bili vsi eno, zdaj smo vsi unikatne celice ali pa unikatne luči, te svetlobe in si tudi, če ne bi želeli, mi smo narejeni, da se zopet srečamo, spoznavamo in v izvoru vsi smo bili tam prijaznost. Tako da dajmo to prinesti še vsak dan se bolj v svoje življenje. Katarina, najlepša hvala, da si bila moja gostja. Vam, dragi gledalci, pa hvala lepa, ker ste bili z nama. Ne pozabite, da nihče od nas ni samemu sebi namen in jaz vas res pozivam, da prijazno spreminjate svet, najprej tistega svojega.